Že sredi oktobra so kmetijski ministri večjih držav sprejeli sklepe o strategiji, ki se imenuje Od kmetije do vilic. No, ta strategija zajema pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem. In prvo in zelo pomembno sporočilo, ki ga želijo posredovati, je, da je potrebno zagotoviti dovolj cenovno dostopne hrane. Seveda pa so ministri pozvali tudi k odgovorni rabi pesticidov in pa gnojil. Predlog omenjene strategije vključuje 27 konkretnih ciljev. Med njimi so bistveni: zmanjšanje prodaje antimikrobikov za rejo živali in v akvakulturi za 50% ter povečanje deleža kmetijskih zemljišč za ekološko kmetovanje na 25%. Nujno je zavarovanje okolja in enaki konkurenčni pogoji na agroživilskih trgih ter skladnost s pravili Svetovne trgovinske organizacije. Slovenija v razpravi opozarja na pomembno dejstvo. Pri uporabi pesticidov, gnojil in antibiotikov je treba upoštevati različna izhodišča držav članic. Naša država je ena tistih, ki porabi najmanj antibiotikov, tudi do 10-krat manj kot nekatere druge države. Da bi razpolovila že sedaj minimalno količino antibiotikov, bi bila skoraj nemogoča zahteva. Slovenija pa poudarja, da že 30 let uporablja manj gnojil kot nekatere evropske zelo razvite, zelo kmetijsko razvite države. Zaradi majhnosti trga je tako naša država precej ohromljena. V sosednjih državah se namreč teh sredstev uporablja bistveno več kot tukaj pri nas. Ministri so se zbrali na virtualni konferenci, slovenski minister za kmetijstvo dr. Jože Podgoršek pa je razmišljal. Cilji strategije so izredno ambiciozni, vendar jih Slovenija ob upoštevanju izhodiščnega stanja lahko doseže, je povedal. Vsekakor pa bomo morali ogromno vlagati v razvoj, raziskave in prenos znanja. Strategija Od kmetije do vilic je del Evropskega zelenega dogovora, predstavljenega decembra 2019. Evropa naj bi, glede na ta dogovor, do leta 2050 postala prva nevtralno podnebna celina na svetu. So pa vse države, ne samo Slovenija, poudarile, da bo za uresničitev vseh teh ukrepov, vseh teh strategij in sklepov zagotovo potrebnega veliko več denarja.